dobrodošli v Showcastu. Moje ime je Petra Kalan in to je še vedno prvi slovenski podcast, ki ima ime bolj šokantne vsebine. Z mano je danes pevec, na katerega se v bistvu ne moreš čisto dobro pripraviti za intervju, ker nikoli ne veš, s kakšno razposajeno energijo bo prišel, ampak sem pa zelo vesela, da je v moji družbi eden in edini Vili Resnik. Lepo pozdravljen. Lep pozdrav seveda tebi in vsem gledalcem tega Showcasta, slovenskih novic. Madonca, tudi jaz sem končno prišel semle. Ja. Jaz sem pa zvezda. No, saj si stari znanec novic, ne? Tudi en video spot v sodelovanju z nami. Ja, točno to. Pred leti moram reči, da imam lepe spomine in da je bilo to zastavljeno res zelo, zelo profesionalno na nivoju. Takrat sem povedal, da sem res počaščen, da sem bil lahko del tega. Tako da, ja, poznam, malo moram pa heca, zato ker ti si druga generacija, pa te moram malo pripraviti drugače, ker si že prej povedala, da sem neprevidljiv. Pa sem pa res strp pa zoperen. Ne, ko sva se menila za intervju, si rekel, kaj bova pošpičila, bova zaplesala v studiu. Znaj si po tej svoji neskončni energiji. Od kje jo črpaš? V bistvu se to rodiš. Jaz nikoli, veš kaj, veliko ljudi reče, koliko energije, mislim, od kje to, ne? Jaz vedno rečem, dajte, kje je energija? Dajte energijo meni, ker rodi se. In jaz vedno rečem, to se ne da igrati. To ima človek v sebi, kot otrok imaš tako zelo velike probleme zaradi tega. Ko si pa enkrat uspešen ali pa poznan, pa da delaš glasbo ali pa film, pa to prav pride. Pa te kdaj ta energija spravila v težave? Si imel kdaj težave zaradi tega? 100-krat, ampak lej, pa tudi hitri jezik me je spravil, da je včasih kakšno negativno situacijo oziroma slabo situacijo, pa dejanja, mogoče bi moral počakati. Nisem diplomat. Prehitro povem svoje mnenje, mogoče tudi to neumnost. Ampak sem takšen, kot sem, in ko sem že toliko časa na tej sceni in vse, kar delam, pa si rečem, pa konec koncev Vili, toliko časa si že na sceni, da lahko tudi sam kaj svojega poveš. Si že lahko malo več dovoliš. Dovolim, tako. Zdaj prosila sem te, če sabo prineseš 3 osebne predmete. Malo si pozabil name, ampak vseeno ne si se znašel. Tipično Resnikovo. Veš kaj, ko je treba neke resne stvari, takrat se jaz zgubim. Ista je zgodba, ko nastopam, ko je treba kaj resnega, uradnega povedati, takrat jaz malo zmrznem. Ista zgodba je to, ampak po nesreči ali pa v sreči sem pa jaz nesel s sabo stvari, ki mi danes veliko pomenijo, in to je pač neka kamerica, s katero snemam veliko stvari. Ko grem na primer kakšno oddajo, ali pa da snemamo kakšno pesem novo in to vedno posnamem, zato ker si rečem tako. Zdaj to malo prepotentno, ampak pa da se me briga, konec koncev lahko bi rekli Resnik, ta je čisto nor. Ampak mogoče bo pa kdaj, ko mene ne bo več, posnel film o Resniku in bo imel veliko materiala. In zato imam to kamerico. Drugače, naslednja stvar je pa telefon, ki pa seveda ne samo jaz, vsi danes živimo od teh telefonov poslovno, odvisni smo že rata, tudi jaz imam probleme zaradi tega, tudi moji otroci imajo probleme zaradi tega in na koncu koncev veliko ljudi imamo preveliko odvisnost od teh stvari, ki so moderne, ampak danes se vse sluči okoli teh stvari. Pa se znaš odklopiti, znaš biti brez telefona, si vzameš čas zase. Ko greva z mojo hoditi, s mojo Tamaro, ko greva hoditi, da vzamem telefona. Zato, ker tega me res ne zanima, če kdo kliče, bom že poklical nazaj. Redki so momenti, ampak je treba to narediti. Mislim, jaz zdaj govorim teoretično, kaj bi bilo treba. Zdaj, ampak v takih momentih pa ja, ne vzamem. Ona ima telefon s sabo, jaz vedno rečem, daj pusti telefon doma, zdaj, da se lahko malo odklopiš, res, da gledaš druge stvari. Ampak to je pač način današnjega življenja. Kako pa se znajdeš na teh družbenih omrežjih? Si zelo aktiven? Ti bom povedal, to je pa nova negativna stvar. Gledam ostale, jaz sem vedno za medvedi od zadnji zaostajam. Že ta v bistvu Facebook mi je tako, sem rekel, da bom delal, pa da delam, pa pozabim. Pa je tisti Instagram in te stvari, ki so, je to mladina tako obvlada, da je noro, v bistvu dajem svojo hčeri Mani, da ona kaj posname, oziroma da mene ona posname in da gor, ker potem imaš 3 različne variante in jaz ne vem, kjera varianta je ta prava za mene. Malo zaostajam, malo pa tudi znam. Osnovne stvari, tiste, ki, ne vem, če jaz hočem nekaj posnet, posnamem, potem doma malo zmontiram in to potem dam gor.
nisem pa za nek ekspert, da bi potem še filtre, pa džingba, da postanem kar enkrat kralj in ne vem, koga še vse, tega pa ne. Ne obvladam. Pogrešaš mogoče čase, kot so bili brez tehnologije, ko je bil bolj ta neposreden stik, tudi z oboževalci. Ja, je, pa bom rekel, je. To so zdaj, bom rekel, cela situacija je ratala zelo hladna. Nobenega spoštovanja, vsi bi samo delali nekaj taza, kar ne bo treba delati, da bi se užili z nekimi video stvarmi in tako naprej. In tukaj smo pogrnili na celi črti. Takrat si mogel biti, kaj si s svojimi oboževalci, kar je bilo res lepo, smo se pogovarjali. Danes, ko čakaš, naprimer, ko greš na restauracijo, čakaš na doške pojedu in si skozi telefonu, ker se je nekaj res. Pred 30-40 leti so bili časopisi, zato je vsaka gostilna imela svoje časopise in si vzel, ampak je vsem izgledalo drugače. Še vedno si lahko, bom rekel, dal stran osebo, s katero si bil, ampak je bilo drugače. No. Tole pa zdaj ratalo zelo hudo, pa mislim, da gre še na slabše, ampak to je način življenja. Zdaj bojo nekateri rekli, resnik, res je, ti si star. Pa rečem, pa prav, pa sem star, ampak sem vse lahko rečem, da sem užival tudi v tistih časih, ko tega ni bilo in smo se pogovarjali. Vendar pa ti si kar uspešen pri tem, da ohranjaš stik z oboževalci. Ne? Že kar nekajkrat sem te imela priložnost videti na teh nastopih presenečenja. Večinoma tako nastopaš, ne? Nimaš nekih koncertnih turnej. Ne, zato ker, veš kaj, če bi te velike špile delal, se delamo tudi z bendom, seveda imam svojo skupino, s katero igramo in moram reči, da imam res dobro ekipo, s katero se res dobro razumemo, vendar je toliko tega, ta letnik naš, pa mogoče rečemo 10 let dol, pa gor, praznuje rojstne dneve in zdaj so najdeli neko luknjo, da povabijo znano osebo in to je neverjetno, koliko je teh nastopov in še vedno bom rekel tako, za mene so ljudje največ. Vilija Resnika brez ljudi ne bi bilo. Veš, lahko si ti najboljši v kopalnici, na balkonu, stari, da si zvezda. Ampak ljudje rečejo, ali si, ali nisi. In zato za mene vedno pomenijo ljudje največ. Zdaj to izpada tako, da govorim neke floskule, pa tako naprej. Ne. Jaz jim to vedno pokažem. Če ne drugega, si se zapomnil eno stvar, ko sem pred tolikimi leti, 30 let nazaj in več, ko smo začeli še takrat s Pobizajnih, smo igrali, sem jaz nekateri otroke, ki so prišli tja, jaz sem bil za njih bog. In jaz pridem do njega, do tega otroka, mu dam roko, stari, on je bil čisto gotov. Ampak ta otrok je zdaj zrastel in ta otrok je zdaj direktor. In ta otrok, ta direktor pravi, Vilija Resnika bomo imeli, ker on je Jack, oziroma faca. In pa to ne spade, da jaz zato delam, da bi jaz imel nastope. Sploh ne, ampak meni je fino, jaz sem zelo rad otroke, res, za mene včasih mi moja reče, ker poznam malo več situacije, glede tudi negativne plati zaradi otrok in me kar zanese, ker mi je fino, včasih primem telefon v trgovini in nesem kakšnemu fantu ali pa punci telefon, kje pa mu dam telefon. Pa rečem, evo, to izvoli. V moje zgleda, wow, prav moja, dej bež, tja bež skrat, jaz ta pa več ne hodila, ampak meni tako malo heca, malo gledajo vsi zaprepadano, kaj se to dogaja, tako da res uživam, otroci so najbolj iskreni, najbolj pošteni, oni še niso pokvarjeni, oni ne kalkulirajo, oni samo reče, to je pa dobro, to mi je všeč in oni povejo, to mi pa ni všeč. Imaš tudi 4 svoje otroke, kakšen kaže zanimanje za ta show biznis, za nastopanje? Prva 2, bom rekel, Sara pa Timotej, jaz sem bil vedno slab v matematiki, ampak sem si želel, da bi nekdo šel za, bom rekel tole, za medicino, ker jaz sem zdravstveni tehnik. In tudi glasbeno sta delala, klavir sta igrala, ampak jaz sem to videl, jaz sem rekel, če bi jaz bil profesor tega klavirja, šel sem dam v trenutku, ker za mene brez občutka, samo to, da se je odigralo. Te dva, ki imam pa zdaj Manjo in Matijasa, Manja je preveč resna, ona je pa tako, ne vem, prav, da je moj karakter, težek karakter, prav, moja Tamara, ampak dobro, je to življenje. Medtem ko Matijas pa ima iskrico v očeh in on zna pogledati ljudi, kar je pri tem poslu kot glasbenik zelo pomembna stvar. Jaz vedno rečem, lahko ste najboljši pevec, pevka, in mi imamo res veliko dobrih pevcev in pevk, lahko dobro zgledamo, mislim, jaz gledam tako dost cool, ne, mislim, faca po domače,
Ampak če tega tretjega nimaš, da pogledaš ljudi in da se znaš prav obrniti, je enako nič. To pa nobena šola, nobena akademija ne da. In to je tisto, kar dela razliko med izvajalci. To vedno rečem, ker je razlika, ni muzika samo tako, da je dobra muzika, pa da zapojemo zraven. Če sem mogoče malo zloben kot glasbenik, to je cirkus. In mi smo cirkusanti. Pa če bi šel še mogoče malo le v negativno smer, v bistvu se prodajamo. In tako je treba to vzeti. Zato vedno rečem ljudem, se zahvalim, da 35 let že podpirajo tega resnika, ki je mogoče celo zmešan. Mogoče nisem čist gladek, ampak ljudem je to všeč. In oni, ki pridejo v moj nastop, pomeni, da za 2-3 ure oni odklopijo probleme, ki jih imajo. Probleme imajo pa vsi danes, ker vsi borimo za življenje oziroma da preživimo. Ne? In to je tisto, kar je največ, iskrenost. Pa se spet izpade tisto iskrenost, kot glasbenik se govorim, to govorimo vsi. Pa jaz moram gajati, danes se obrili, da bom lep na showcastu, tako da bom ne? Ampak to je življenje in treba je pošten, če si pošten do ljudi, oni to po moje čutijo in zato te potem tudi vzamejo in te najemajo za nastope. Zdaj, ko sem se pripravljala na intervju, sem vseeno veliko prebrala tudi v tvojem otroštvu, ki ni bilo najlažje. Ne? Kako si ohranil to pozitivo in kje si jemal, da si dejal še drugim v bistvu? Ne? Ma kaj pa je svet, se ti bom povedal, da tudi sam ne vem, da nisem nikoli vzel to življenje tako slabo. Pač, če je bilo slabo, je bilo, seveda so bile težke trenutke, nikoli ne pozabil stvari, ki sem se jih zapomnil, ker sem mislil, da bom umrl. Bi raje bi takrat umrl, kot se je zgodilo določene stvari. Ampak treba je vzeti pozitivno, brez veze, da nekomu zameriš, ker takrat je bilo tako. Otroštvo je bilo takšno, kot je bilo, preživel sem takrat v tistih letih, nazaj 50 let, je bilo tako. Nismo imeli vsega to, kar imamo danes. Ne? V bistvu imam problem zato, ker potem mojim otrokom hočem nuditi vse, kar pa spet ni dobro. In ne znajo spoštovati, se ne znajo, kar je pa najbolj pomembno, boriti se ne znajo. Jaz sem se mogel boriti in dokazovati. In zakaj sem v bistvu mogoče tudi jaz glasbenik? Zato, ker sem bil v osnovni šoli, moja mama je bila čistilka, ona to nikoli ni pustila, da povemo, da smo pač delavci. In vedno reka, vse nič ne bo, ti moraš tudi, boš kopil jarke, ampak glej, če ti bo pa ratalo, boš pa šel v pisarno, ker je pa toplo, je pa to največ. In vem, da smo se borili in delali in potem sem v šoli, moja mama meni kupila kitaro, oziroma bratov kupila kitaro, ampak on je igral, pa sem jaz tudi kitaro sem igral in smo imeli band v šoli, v osnovni šoli. In v ta band so me potem vrgli ven, zato ker nisem imel očevalca. Moja mama ni imela denarja za očevalc. In bil pa nekdo, ki je bil zelo rojen z zlato žlico, in jasno, on je imel očevalc in kitaro. Ampak jaz sem vsako jutro, ko sem hodil tam, mimo tistega dela, nekaj tazga, sem rekel, boš videl, da je Vili Resnik. Boš videl, da je Vili Resnik. In skozi si rekel, bom pokazal, kdo sem, da sem sposoben lahko narediti kaj. In jaz sem seveda zato želel igrati predvsem samo kitaro, ampak zdaj pač tako, kot je. Ne? Ampak, ja, in jaz sem se boril in sem hotel dokazati, da sem še vedno sposoben. Tudi moja mama, ko sem hodil v osnovno šolo, mene šola, zdaj to grdo, ampak tako je. Mene ni zanimalo, mene je zanimal nogomet, košarka, to aktivno življenje. In vem, da so bile to slabe ocene. Če bilo kaj narobe, bi bil Vili Resnik, tudi tako je kriv, če se kaj razbilo, bi bil Vili Resnik. Zato sem prej rekel, da so imeli otroci, taki kot sem jaz, imajo probleme. Ampak poglej, na koncu v življenju se pa vse to obrne v neko pozitivno smer, če si pozitiven. Spet, evo, floskula, pozitiven. Ni samo, da mora biti pozitiven, reči, danes bom pa vesel, pa tak. Ne, ampak jaz sem že takrat vedel, da bom uspel. Če ne drugega, sem začutil pa res ko sem pa delal na onkološkem, skoraj 7 let. Ko sem naredil toliko stvari, pa ne zato, ker sem jih mogel, ampak zato, ker mi je bilo dobro, ker sem videl ljudje prestrašene. V bistvu, da ne bom rekel grdo, ampak na koncu živci z vsem, karkoli, z ciso diagnozo. In ko sem jim pomagal, meni je čisto enostavno, pa sem bil res matran, sem prišel na primer direkt iz nastopa, iz Prekmurja, gor ob 7 smo imeli službo do cel dan in sem bil res tako zmatran, ampak meni se to obrnilo potem v pozitivno smer, da sem se smejal in sem rekel, gospod, ni problema, bomo pač to operirali, jaz sem kot glavni kirurg, bom to vse zrihtal. In ja, in oni so to vzeli za pozitivno, vedno so mene poklicali, če je bilo kaj hudega. Verjemite mi, da je bilo to tako, da so bile določene stvari tako
tako grde, s takim grdim vonjem, da te res izterja. Ampak to je življenje. In jaz sem rekel, da bom pomagal, pač to bom naredil, ni problema. Tukaj sem, evo to. In sem vedel, da bom uspel. Zato sem tudi mojemu bratu hotel zihti, da gre on pet po bizajno. Ker sem rekel, stari, jaz bom uspel. Kukorkoli, lahko me tolčete, ampak jaz bom uspel. In potem sem se enkrat prepričal celo v Koreji, kaj pomeni, sicer jaz ne verjamem, kaj dosti, ampak neko energijo, da ima človek, ker v tujini pa zelo spoštuje energijo. To je ključ do uspeha. Vse smo vsi veseli, pa tako. Ampak v Koreji sem videl, noben me ne pozna, ampak jaz sem samo gledal. Stari, sem rekel, lej, zdaj bo ta kenica prišla k meni. Pa je imela 100 ljudi, ampak ona prišla k meni. Pa spet drugič, neko drugot, sem rekel, lej, poglej. Zdaj ne vem, a je to mogoče faca, a se je smen tako lepo, ali kaj. V glavnem, to je tisto, kar je najbolj pomembno pri otroku, da je pozitiven, tudi če je bilo kaj slabega, vedno treba vzeti pozitivno in vzeti, pozabiti tiste stvari, ki so bile slabe, ker pač sej ni samo v življenju sam potica. Se pa iz njih verjetno veliko naučiš, ne? Več kot tistega dobrega, ker isto, kar je zdaj, naprimer, če me zdaj, ker me bo pruval, ko sem govoril, pa bo dal, naprimer, 100 jih bo, Vili, ti si res dober, Vili, ti si res, ampak eno pa napisal, Vili, ti si pa res en kmet, kaj govoriš, take stvari, tako naprej, me pa kar dotovče. Te prizadenejo še vedno po vseh teh letih. Veš, kaj me na zadnje prizadelo, ker nisem imel besed, če bi pa unga srečal, bi ga pa kar res bi ga udaril, ker igral sem kitaro, doma sem posnel, sem igral kitaro, ker imam rad kitaro za svojo dušo in posnam in igram. In vsi so pač rekli, da niso vedeli, da igram tako kitaro, dobro, malo rockball in tako naprej. Ampak jaz sem vmes javil in napisal, kako me ni sram, da igram, da se tole ven mečem, mislim, ko ljudje nimajo za živeti, pa tako naprej. Kaj pa zdaj s tem življenjem, mislim, če si igram kitaro, jaz sem hotel pokazati, meni je pa dobro, da sem pokazal, da znam igrati kitaro, zdaj, če je to greh, če je to taka napaka, se opravičujem, ampak jaz bi mu rekel, ne bom rekel, ker ne moreš verjeti, se razumem, da pač nisi vsem všeč, kar je logično, ampak se to ni tak greh, če malo igraš kitaro, pa da pokažeš, da znaš malo igrati, pa proti meni, mislim, kaj se mora s tem človekom zgoditi? Res, jaz spomnim, bili so v teh 7 letih, so bili 3-4 ljudje tam v bolnici, ki so bili prav taki, iz čiste, nič pozitive, so hoteli samo negativo, res negativ. In izhod je bil vedno zelo, zelo slab in hiter. Res, jaz rečem, ne, vse v redu, dajte malo pozitivno, pa vse v redu, ni enostavno, ampak dajmo probati malo pozitivno, dajmo se nasmejati, ne nasmejati, ne biti pozitiven, ni dober. Kot da se hranijo s to negativo, ne? Ja, to je pa še hujš, to je pa slabše, ampak ja, to pa ni pomoči, oziroma takrat bi kar rekel, udaril, da sem zbrihta, da je to, da reče, Madonna, sem mogoče pa res imam prav. No, si pa v vseh teh letih glasbene kariere verjetno doživel tudi nekaj te slovenske favšije. Pa koliko, se ne morem verjeti, mislim, veliko tega, ampak težko je in v zadnjem času se prav poskušam umakniti za tega, da bi čim manj pisal meni, kako sem oblečen, kako sem tam. Glizali smo v soboto, sem imel en nastop in sem povedal ljudem, se opravičujem, ampak imate tako vroče, da sem bil v spodnji majici. Pa so rekli, pa to je to. Se rekel, da ne prišel na nekaj posnetkov, ker sem bil v spodnji majici, ker ne morem biti njegov, ampak ne paše to, ker moram biti vedno ulikan, lep in tako naprej. Ja, ljudje pač iščejo, tudi ko bojo to poslušali, bojo rekli, resni. Veš, kaj me pa zelo presenetilo, ko sem med prekrati imel neko tudi takole en tak debato in sem unim rekel, fante, pa kje ste najdel mene? Kaj če me povedati, jaz nimam pojma, kaj če povedati, mislim, da res nimam kaj povedati, no. No, pa potem sem tam govoril nekaj neumnosti, življenje sem govoril, tako je, in ti moram reči, da so ljudje to vzeli blazno pozitivno, tako da sem bil prav šokiran. Kako to vi veste? Ista zgodba je pač čisto moja mladost. Jaz nikoli v življenju nisem hotel tega povedati, zato ker to je moje življenje in eni bi rekel, kaj pa se dela reklamo z takih stvari, ne bo rajš tih, ker se res najbolj od tega bal. Ampak ljudje so gledali neko oddajo in so mene videli noter. Jaz sem povedal tako, kaj je, čeprav sem bil živčen, sem bil ves mokr, ker me je bilo strah. Ampak ljudje, moški, se kavili smo gledali to oddajo tvojo, ker si bil ti noter, kapot, zdaj te pa še bolj spoštujemo, Sem rekel, čakaj, to ste vi gledali, ja? Ja, moški. Wow.
In potem daš ljudem še neko upanje, da bo tudi oni lahko uspeli, da bi lahko tudi oni kaj naredili v življenju, da ni samo slabo, tudi če se trudiš, ker niso samo uspehi in ljudem to veliko pomeni. Zdaj moram priznati, kot je bila tukaj Žan Papič in Gašper Bergant sta rekla, da samo eden je bili resnik, ne? In da takega gosta bi si pa nikoli samo želel. Ja, veš kaj, nima Tam si verjetno, to si mislil, da si. Jaz sem pa stari, ki ste mene najbolj. Pa jaz res tega ne obvladam, to novo sceno, veš, to pa ta hec in pa tako naprej. Jaz tako samo govorim, kaj je življenje, ker sem res doživel pa toliko stvari, pa tudi po svoji krivdi sem doživel toliko stvari, ki so nenormalne. A res. Zamisli si, ne znaš nobene pesmi, tam pa 10.000 ljudi, ti pa poješ pesmi. Od koga? Pač od enega benda. Stari, kdo bi si upal to narediti? Takrat si se upal. Dobro, danes ne. Veš, danes bi se skril. Ne, bi rekel, fantje, ne. Ampak, ja, takrat sem se upal, ko sem bil mlad, pa nor. Zato sem vedel, da sem toliko nor, da lahko uspem. Zdaj je to, a veš, vse sem rekel, pustimo matematično inteligenco, ampak obstaja še po moje tista čustvena, ki pa, to je pa po moje najmočnejša stvar, ki obstaja, da lahko premika svet. Koliko ti je pa ta čustvena inteligenca pomagala preživeti v tem show biznisu? Verjetno moraš kar imeti občutek za ljudi in za odločitve karierne, da plavaš oziroma da napreduješ. Ja, zelo veliko. Pa v bistvu vse. Vse, ko prideš na špil, pogledaš dol in točno vidiš, kje. Jaz pogledam dol, malo na zdravje, pa vidiš vse, koliko je ura. Ne vem, kako bi ti rekel to. Jaz pogledam dol, ali je to, ponovadi imamo tudi tako, ko igram, naprimer, tako so mi zadnji skupaj, vedno se pa najdejo, seveda, jaz se mi rečem, intelektualci, ki so resni, rezervirani, uglajeni, modri, in potem je tam pred njimi bel prt, in potem resnik smotan, butelj skoč gor, s tistimi umaženimi čevlji gor na bel prt, stari reče, zdaj pa gremo. In grejo. Zdaj bo en rekel, pa ta resnik res ni normalen, ampak to je življenje. To je življenje, vzemo ga pozitivno, vzemo ga veselo, a pa, če treba, 2 ure, zmešano. Pa so ti izziv taki obiskovalci, ki so najprej trd orek, da jih potem malo omočaš? Ne, zato, ker je, veš kaj, to te zmata, to moraš veliko energije dati. To je to tako, že, naprimer, ta intervju, a pa tole showcast, kako se reče, že to je koncentracija. In pri meni vse, kar je treba, da se skoncentriraš in razmišljaš, je za mene to, ne morem iz tega prenati. Preveč sem se mater v šoli, pa da sem mogel razmišljati, da sem se potem hitro naučil med odmorom določeno snov, da sem lahko potem govoril, a veš, in pa to ti vstane, kar ni prav, zdaj, da bi, upam, da ne bo otroci videli, ampak mi ni dobro, da moraš biti skoncentriran. Mi je fino z ljudmi, ki smo takole potem že, ki so vse odpre, se vsi zabavamo, takrat mi je najboljše. Ko pa prideš, pa vsi gledajo, ocenjujejo, a si, a nisi. Aha. In zdaj, če imaš več nastopov, vedno prideš ti na neko družbo, ki čaka. Vili resnik bo prišel. Kaj bo zdaj naredil? In bi se narajal kar ustrelil, kaj bi naredil. Ampak tako je in je težko zagnati spet in moraš toliko energije dajati. In tudi tak intervju, ki je zdaj, ti vzame energijo. In potem sem, moj prav, pa kva, si zmatran? Jaz rečem, ja. Jo, ko smo delal, sem govoril. Ne. Viš, jaz smo že toliko časa na sceni, da lahko izpadaš hiter butelj. Ampak v bistvu si pa prej rekel, da si odkril recept, da bolj kot si iskren, raje te imajo ljudje, oziroma bolj so fascinirani. Ja, ampak so tukaj mediji, ki pa rečejo, resnik je bil iskren, a je mogoče on nič izgladek. Vedno gremo po konici, tako le bom rekel, po nožu hodimo levo ali desno, ali smo čudni, ali smo v redu. Jaz vedno rečem tako, lahko rečem, jaz se tudi z glasbeniki zelo malo pogovarjam, z glasbeniki, bom rekel, slovenskimi, zato ker vsi nekaj kalkulirajo in mene to blazno moti. Povej človek, tako je življenje, pač to. Ko jaz povem nekaj dobrega, to nobene sliši. Ko pa rečem, da je bilo pa tam mogoče malo slabše, stari, to pa že, kako, a res, a nisem imel, to ne. In kaj če reč drugega, kot da se delaš v bistvu malo, je to najboljši. Se mogoče, saj vedno rečem, da sem dovolj, bom rekel, nor, genialno nor, da lahko to prenesem. Je pa tudi res ena stvar, da se vedno, ko se vozim tudi špilo, vedno rečem, se zahvalim, kdorkoli že, hvala za vse, ker moraš biti hvaležen.
za vse, kar imaš. Ker to, kar imam jaz, naprimer, da imam to lastnost, da mi je narava dala glas, ker jaz nisem vedel, da imam glasu in da to obvladam, to je genialnost. Zdaj pa reči, resnik, ti si zmešan. Ja, ok. Ali pa, jaz sem dovolj pameten za sebe. Ostalo me res ne zanima. Zdaj, v enem intervjuju sem pa prebrala, da pa mama pa ni bila najbolj navdušena nad tvojim glasom. Da je rekla, da celo ne znaš peti. Moja mama je vedno rekla, da kaj boš ti pel, pojma nimaš, spet ne znaš. Ne? In sem rekel, mat noš vrila, ampak jaz se bolj derem, več mi plačajo. A dej, kaj ti plačajo, kaj ti bo plačal, če ne znaš pet. No in potem sem pa praznoval Abrahama pred tolikimi leti in takrat mi je prvič rekla, Vilja, veš, da imaš res lep glas. Se mi čakaj, mat, a si ti kaj spila, kaj? Ne, nisem mogel verjeti in ja, je rekla, da ja, zdaj ne vem, mogoče tudi igrala, ampak kao moj brat lepo poje, ker je pač pel bolj, no, da ti je bolj lepi glas, ne, jaz sem pa vedno, malo bolj rockersko, ne. In ja, ona je pač rekla tudi, ko je bila teta zraven, ko sem povedal, da bom pač eno leto, ker sem računal, da bom eno leto pel, po hotelih in tako naprej. Ja, kaj bo pel, če ne zna pet, ne? Se rekel, se mogoče res znam, ampak nekaj mi gre, pa pravi, da je to. Zdaj, a je to res to nisem vedel. Ampak ja, vedel sem pa iskal pevce jaz in sem jim pokazal, kaj naj zapojejo. To sem pa že takrat in če sem igral akord, sem jaz že videl, kakšna linija mora biti. To je bilo pa zanimivo, ker pri nas, ne vem, edino tata, ki se ga je napil, on je imel malo probleme z alkoholom, ne malo, probleme z alkoholom, do konca, stari on je pa do konca, dokaj mu glasu ni zmanjkalo, dokaj smo peli, to je bilo do 3-4 zjutraj. Jaz pa naslednji dan v šolo, pa brez naloge, brez vsega, stari, štala. Ja, nisem mogel spati, te sem mislil, kdaj bo ta gramofon crknil, ma nikoli crknil. Edino, kar mi je rekel, kar sem se pa zapomnil, takrat je bil nazaj, veliko let nazaj, je bil Mario Lanza, to je bil en operni, ne vem, pevec, ki je pel drink, in je rekel moj tata, koš pa to zapel, potem boš pa pevc. Pa prišla pa una paloma blanka, je rekel, ta je pa najlepša. Pa to zapoje, če boš to zapel, pa boš pa pevc. In to je ostalo, ampak to je butas, ampak to je življenje, tako je bilo. No, ne moramo pa mimo časov največjih uspehov tudi s pop dizajni, pa potem Eurosong. Kako se spominjaš teh časov? Samo lepo. Me blazno moti, ko sem poslušal na začetku pred leti to, kaj se grem, da sem jaz pa to, pa Mene je to blazno motilo, hudo mi je, ker smo živeli sanje. Saj noben od nas ni vedel, kaj se nam dogaja. Res smo bili tako popularni, da je bilo to nekaj neverjetnega. Jaz nisem mogel hoditi sam. Vsi so kričali za mano. Zdaj spade tako resnik, pa kaj govoriš neumnosti. Ok, ja, v redu. Ampak tako je bilo. Dirigirali smo modo v Sloveniji. Vse, kar je bilo mladostnega, to smo mi dirigirali in smo bili, vse smo imeli. In zato me moti, da je kdaj kakšna slaba beseda in jaz sem fantom še vedno zelo hvaležen, da so zbrali pogum, da so vztrajali pri meni, ker jaz sem bil težek, ja, ker mene ni zanimalo, kakšne hlače bom imel. Jaz sem rekel, jaz bom oblečen, kot sem jaz hotel. In sem imel pajkice in potem telovadne čez in v bistvu sem bil tako počasih ta najbolj delavci, najhujši delavci, ki niso me za obleči. Ampak meni je pa to pasalo. In tako je bilo. In potem je Brandy me nekaj slišal in je Brandy predlagal njim pop dizajnom, da pozna enega pevca, ki je sicer čuden, ampak dobro poje. In evo, tako se je zgodilo, jaz sem fantom takoj povedal, da ta stvar me ne zanima, ki je brez veze. To mene zanima. Jaz sem bil metalc, kitarist, metal in tako naprej. Ampak, evo, iz zarečenega kruha se največ poje. In danes sem tukaj in sem danes šlager, pjevač, ali kako bi rekel, pevc, bom rekel, zabavne glasbe. In kaj pripravljaš zdaj v letošnjem letu? Mislim, da se obeta nova pesem. Ja, res je. To je tista pesem, ki bi jo morali že septembra, oktobra izdati, ampak zaradi tehničnih problemov potem ni šlo skozi. In zdaj, 7. marca, končno prihaja stara lepa, ena taka lepa pesem, ki je tudi meni všeč. Napisal je nekdo, ki ga zelo spoštujem, ne bom poimenil, zato sem mu rekel, da je nam več omenil, zato ker je posodje, ampak res se je potrudil in smo dobro naredili, z dobro ekipo in sem prav ponosen, tako da je pa nekaj res, čisto iskreno, seveda, ko enkrat živiš od glasbe, moraš tudi majčken kompromisov delati. To pa je res. Zdaj, živeti od heavy metala v Sloveniji,
sem lahko še bolj zmešan, ampak ne bo šlo. Tako da mečkaj vse, seveda na špilih pa potem po polnoči, pa tudi malo zažgemo, kaj tazga, malo hujšga, tako da se vidi, da smo še vedno živi glasbeniki, pa da se malo poveselimo, malo po tleh pomečemo in tako naprej. Zdaj moramo vprašati, v kakšnem ritmu bo ta nova skladba, balada, zažur? Ne, ni še zažur, predvsem je življenje, ko se ti zgodi, da ostaneš, bom rekel, mož, ki ostaneš brez svoje ljubljene osebe, s katero si bil že kot otrok skupaj, in to je vse v spotu, res lepo. In mogoče je problem v tem, da je to malo preveč slovensko, ampak jaz rečem, ne bo tako. To je Vili Resnik trenutno, naslednja pesem bo pa bolj zažur, bolj vesela, ker mi je res jaz delam takem resno vse, v resnici pa zelo neresen, wow. Ampak bomo zdaj naredili kaj takega, da bo bolj veselo, pa sej na koncu, ko pride na špil, jaz to malo obrnem, pa je vedno veselo. Čeprav priimek imaš pa zelo nasproten temu, ne? Resnik. Si pravim, v življenju vse na kontra pri meni, mislim, ne, ampak najhujši problem je bil, ko sem ostal sam, pač takrat smo šli na raz z Bobi Zanom, in ko sem delal plakate, ko sem mogel neko osnutek narediti in njegov pisal Vili Resnik. Mislim, Vili, kakšno ime, Vili, mislim, pa sem videl izpeljanke, kaj bo pisal gor in tako naprej. Ampak zdaj sem se pa navadil. Zdaj pa, to je to. Meni je tako butasto, Vili. Ali si imel krizo identitete takrat? Ja, mislim, kaj je to zdaj? Vili Resnik. Da ne bom rekel Pili, Mili in tako naprej, ne, mislim, pesnik, resnik, mesnik in tako naprej. To je bilo za mene, wow. A pa bo sploh kdo to videl? Ampak sem ustrajal in tudi fantom z Bobi Zana, takrat sem rekel, so imeli kar hude borbe, sicer za medije jaz nisem niti hotel dati karkoli ven, ampak jaz sem sam povedal to, da bom delal, ker imam roke, imam noge in se bom trudil, ker pač sem v taki situaciji, da sem začel živeti od glasbe. In po tolikih letih, po 35 letih, da jaz še vedno živim od glasbe v Sloveniji, zdaj, če rečem mala Slovenija, bo spet rekel, kaj res ti govoriš neumnost, mala v Sloveniji, to je umetnost, to moraš biti res genialc, to moraš biti genialni butelj, da to lahko preživiš. Ker niso samo lepe stvari. A veš, pride na primer dan, ko je 4-5 nastopov. Zamisli si, kako moraš voziti po celi Sloveniji gor, dol in vsi čakajo samo Vilija Resnika oziroma nekog izvajalca. Ti moraš biti pa vesel. In po 3. špilu, ko si bil že 3-krat moker, pride 4. špil, takrat si že suh. In 5. špil, in potem gledaš pa že rečeš, da mečkam bo moram pa malo spiti za tega, da sem v nuli, rečem, v nuli. Je naporno. A pa na primer, kaj je december, ko si pravi, veseli december. Za mene je strašen december, zato ker takrat je veliko nastopov, super, ampak to je odgovornost. In bolj si star, bolj si odgovoren in ni prijetno. Mislim, je res težko. A veš, zdaj gledam nekaterim pač glas odpove. Kolikrat sem jaz bil pred tem že, ker nisem imel glasu govoriti, pa sem mogel petiti. Ampak enkrat vem, da nisem imel glasu, da sem lahko edino oktavo dol govoril, da nisem bil, ko si na tleh, ampak sem, ko si na tleh in tako naprej. Ampak sem mi povedal in sploh nobeden opazil. Dio mi je rekel, pa kaj, se zmešan, jaz pojem nižje. Noben ga ni motilo, super. Žur, štala, lepo, tako je treba in to je to. Zdaj rekel si, decembra je naporno, skozi tiro leto je verjetno naporno. Kdaj pa si vzameš čas zase, si napolniš baterije, se rehabilitiraš? V bistvu, ko pride ponedeljek, veš, včasih sem se ovražil, ker sem hodil v šolo, za mene je bil ponedeljek najbolj negativni dan, a je to možno? Zdaj pa so ponedeljki najboljši, ker sem doma in pa me moja Tamara vpraša, a si naredil, si kaj bo spravil doma? Se ko staro prosti, nič nisem naredil. Zato, ko se mi ne da, danes je dan za mene. In ko se jaz vzamem čas za sebe, si ga vzamem in me nič ne gane, ker prvo bom poskrbel za sebe. Ker veš, kako je, če si preveč razdajaš, slej ko prej pride bolezen. In to ni dobro. Prvo moraš biti ti, da se vzameš za sebe čas, da se lahko nekaj sprostiš. Res, iz tega je treba izhajati. Ko vidim, bom rekel, določene ambiciozne mlade ljudi, ki pač še vedno morajo se zelo truditi, je zelo, zelo delikatno. Kaj to pomeni za kasneje v življenju? Vse ne pride takoj bolezen. Še pa na primer, negativen odnos v odnosu med partnerji in tako naprej. To ubija. Zdaj, če jaz rečem, kdo so pa ti Resnik, da bo meni rekel, da si ti meni govoril, kaj je. Ja, to ubija.
to prinaša bolezen. Zdaj pa res a si profesor, koga si? Ne. Ampak čist kmečka pamet, spremljam vse vidim ljudi okrog sebe in vem, kaj to pomeni. Ja, bolezen pride. Že tako pride sama od sebe rada. Kako pa s tvojo drago skrbita za ta odnos? Se veliko pogovarjata, se vzameta čas zase? Jaz vedno rečem, da sem zelo vesel, ker je ona pametnejša od mene. Jaz sem bil ta kmet, ono vesel, bom rekel, dovolj temperamenten, da me to tudi nese in sem vesel, da ona vedno popusti. Jaz pa kbek z glavo v zid, ampak glej, tako je, smo različni in zato to funkcionira. Predvsem pa, bom rekel, ena stvar, ki je najbolj pomembna, spoštovanje. Brez spoštovanja ni, vsi rečemo, ko spoštujemo drug. Rečemo lahko vsi. Rečemo vsi lahko, da letimo na Luni, da zaživimeš na Luni. Ampak kdo pa je res gor, kdo spoštuje resno, to je pa velika razlika. Ker seveda, zdaj se boji samo o tem spoštovanju, ki ga pa res ni več toliko. In to je zelo velik problem današnje generacije, današnjega načina življenja. Danes samo gledamo, kako bomo okrog prinesli nekoga, da bomo mi nekaj imeli več kot on. Zdaj to grdo govori, ampak ja, tako je. In je škoda, ampak le, tako so nas zdaj, sistem nas je tako štibal, da moramo tako živeti. Jaz vedno rečem, nisem najbolj pošten, poskušam pa biti dokaj pošten, ker čist pošten ne moš biti, to je laž. A veš, tudi vsi smo ljudje, vsi gledamo, tudi meni je včasih ono, wow, sem ljubosumen zato, ker ima nekdo hit. Oprosti, meni kar ono, škoda, ne. Ampak to je človeško. Ampak te verjetno to žene, da bi še ti tako, pa če se reče, no, bom jaz tudi naredil, bom tudi naredil tole. Tudi jaz bom probal narediti nekaj dobrega. Če ne tako, bom pa tako. Ko pa gledaš mogoče na te mlajše generacije glasbenih kolegov, se kdaj zatečejo po kakšen nasvet k tebi? Te mladi pač ne, zato ker ne rabijo. Razen tisti, ki so še čisto na začetku, ki še niso nič naredili, ki so odzadaj še, tisti sprašujejo. Ti, ki so pa zdaj mogoče na sceni, ki imajo kakšno pesem, ki je poznano, malo bolj poznano, on ne rabi nobenih nasvetov, zato ker oni vejo, da so najboljši in samo to velja. Tudi pozdrav, ne, zato ker pač se jim zdi brez veze, ker so le oni zvezde. Mene to sicer moti, zato ker sem že toliko star, ker sem res moten. Ne, zdaj sem pa res rado star in zatežen glede tega, ampak ja, mi, ki so bili mladi, jaz sem vse te stare prce, vedno sem jih pozdravljal, ker sem jih spoštoval, za mene so bili bogovi. Zdaj drugače ratalo, zato se to vse kaže tudi v življenju. Kaj se dogaja? To ni nobena moja ugotovitev, ampak to je zdaj način življenja. In če dali slabš bo, upam, da ne. Upam, da bojo moji otroci nekako normalno lahko zaživeli. Je pa to velik problem, no, res. Ja, nič, Vili, počasi sva prišla do konca najnega pogovora. Wow. Jaz za konec vsakemu gostu pripravim 3 časopisne naslove, ki bi jih mogoče lahko brali o njemu. To je samo plod moje domišljije. Super. Pa potem pokomentirava, če je to možno. Zdaj prvi je takle, te teme se danes nisva skoraj nič dotaknila. Vili Resnik in Miran Rudan skupaj na Evrovizijo. Ko je bil Miran Rudan tukaj gost, sem mu postavila enako vprašanje in je rekel, vse je mogoče. Ja, se pazi, zakaj pa ne, pazi. To so bila dva dobra in poznana pevca in nikoli se ne ve, vendar se mi zdi, da je problem nekje drugod. So prestara in nismo pač v tistem krogu, ki pač lahko zmaga, pomeni, da lahko kar sanjava naprej, ampak upanje umre zadnjo. Nikoli se ne ve, seveda lahko. V kakšnih odnosih pa sta z Miranom? Moram reči, da je on zdaj mnogo boljši do mene, kot jaz do njega. Jaz še vedno priznam, da po vseh teh situacijah so bile neke butaste stvari, brezvezne. Še vedno gledam, kdaj bo mogoče kaj prišlo ven čudnega. Res kapo, ne mu dam kapo dol, da je zdaj, aj to toliko iskreno, ker jaz priznam, jaz še vedno malo kalkuliram. Zdaj, aj to prav, ali to ni prav. Super, jaz rečem, hvala Bogu, zakaj pa ne bila prijatelja, mislim, neumnost. Obedva sva v istem dreku konc koncu, plava obedva stari in se treba boriti. In če bi bili Slovenci tako dobri, mislim, da bi tako razmišljali, bi bili tudi združeni slovenski glasbeniki in bi imeli slovenski glasbeniki mnogo večjo težo v besedah oziroma v dejanjih in v tem, da bi se bolj spoštovala slovenska muzika v Sloveniji. Opažaš pomanjkanje tega sodelovanja med glasbenimi kolegi? Zelo. Zato, ker pazi, pride trenutek, ki mu uspe, stari, potem nobenega ne pozna več. Gotovo. Potem, ko pade, pa spet, veš kaj,
to tako je v Sloveniji. In to je tisto, kar pravim. Jaz sem doživel vse in velikokrat sem rekel, dajmo skupaj stopiti, da se pogovorimo, da se ve, kdo je kdo. Ampak pač Slovenci, jaz vedno rečem, slovenski narod je priden, ne, so mazohisti, zato, ker je situacija taka, ampak priden narod, skromen narod, delaven narod, edino, kar nas fošarije, nas pa tok tepe, ampak to je pač naš način življenja, se mogoče posutisto, tako da. Drugi naslov. Ja? Biografija Vilija Resnika razkrila vse podrobnosti njegove kariere. Zdaj je zelo popularno pisati knjige, snemati filme o sebi. Imaš kakšno željo? Prej si rekel, da snemaš. Jaz to snemam za sebe, ker pač mi je dobro. In mogoče pa bazi so me že klicale za knjigo in za film. Sam, veš kaj pride trenutek, pa nisi razpoložen, pa ne moreš kar zato, da bomo dali, ker to moraš čutiti, pa preveč dela imam zdaj in sploh ne morem razmišljati o takih stvarih zaenkrat. Mogoče, ja, ker s tem bi pokazal, da sem naredil nekaj velikega. Da nisem samo ono, da sem neki zabavljač, neki fant, pevač, kako bi rekel, tak, šlager pevač in tako naprej, ampak da sem tudi neka persona, ki je nekaj pomenilo. Kaj pa bi nas mogoče presenetilo v tej knjigi, filmu? Je še kaj skritega, ker ne vemo? Mislim, da ne, ker večinoma je že vsega, tista zgodba v otroštvu, tista bi morala biti skrivnost, ampak ne, nima kaj skrivati. V bistvu, vedno bi vprašal, a vas lahko to vprašam, mene lahko vse vprašate. Jaz sem človek, ki jim povedal, mogoče ga še mu ne všeč, ampak mene ni sram. Bil sem otrok, moja mama je bila čistilka in smo po zim morali ribati tiste lesene stopnice. In zamisli si, kako je bilo, ki je prišel zraven mimo nas, sošolc moj z osnovne šole, stari pa je, on je prišel kao gospod, jaz pa mogel tam ribati tiste stopnice lesene. Kako sem se počutil? Wow, podan, 0. Ampak jaz sem rekel, boste videli, kdo bo Vili Resnik. To je to. Potem pa še zadnji naslov. Koncertna turneja Vilija Resnika je razprodana v trenutku. Zdaj so zelo popularne te turneje, nastopi v različnih. Ja, ti pa kar nekako nimaš teh veš kaj, že 2-3 leta mene skozi pritiskajo določena ekipa, da si želijo, da bi delali velike koncerte. Ampak meni je tako fino, ker me nešto skrbi, ker vse samo od sebe laufa, tam je pa odgovornost, band narediti, da bo znal vse priprave, to so velike priprave, to ni, ker tako bomo danes naredili za jutri, ni res. In se mi ne da, moja prava Vili, a lahko mal premakne se. Ne da se mi. V bistvu na liniji najmanjšega odpora, vem, da to ni prav. Mogoče pa res, zdaj sem zanč me razkurila ena stvar in sem rekel, zdaj, včasih bomo pa to začeli delati. Ampak nočem nič reči, da bo potem čakali, a bo ali ne bo. Ker potem, če enkrat nekaj obljubaš, mora to biti. In zato rajš ne obljubim, ker mi je wow, kaj pa veš pa je. Ali koliko časa bo še glas imel, ne? Ker to je tudi problem. Veš, tako da, ampak glede te ne naše, svetovne stare prce, mi rečemo stare prce, stari glasbeniki, še vedno delajo, še vedno dobro. Bryan Adams, poje tako, da pa ne vem, zdaj on pravi vegetarijan, zdaj ne, ampak stari poje tako, da je noro, mislim, odkje mu glas. Rod Stewart, tudi evo, pač, ki prihaja tudi, to se pojejo. Zdaj povejte mi, mislim, kaj, torej, jaz sem prav vesel, ker so tako stari, zato ker vem, evo, tudi Resnik bo še pel, upam, da bom lahko pel, no, tako da, to mi je, dobro mi je to. Torej, se nadejamo kakšne koncertne turneje, do takrat pa čakamo novo pesem, ne? Kdaj sva rekla, 7. marca. Stara lepa 7. marec, nova pesem. Lahko mogoče kakšen ton zapoješ? Stara lepa spet cveti, vse je isto kakor lani in tako naprej. Bolj romantično. Ja, tako bolj nežno, ker res vem, da mojega tasta je zvilo. Tako ga je zvilo, ki je slišal pesem, ni mogel, jaz sem kar zaprl, sem kar ugasnil, ker mi je bilo hudo, da bi človek trpel, ker ga je zvilo, ampak zanimivo, mislim, da ja, veš, kako je svet vzam pesem kot pesem, kaj pa to, malo pojemo pa tako naprej, ja, ljudje pa drugače, veš, nekoga pa stisne. A pa ko prvič slišiš pesem, če ti vzbudi čustva, veš, da bo nekaj iz tega. Ko jaz snimam pesem, ko delamo pesem, stari, rečem vsem tam, a lahko prosim, nehate vrteti to, da grem jaz ven, da ne poslušam sebe, ker sebe pa ne moram poslušati. Zanimivo. Res, ja, res. Prav, da je Resnik, ti bo odkačal gledati, to noro. Ne moram sebe slišati, ker jaz vem, kako sem pel.
kako sem mogel, tako naprej. A veš, in točno vem. In me moti pa ta glas, ljudem je pa všeč. Predvsem pa vem, da je pa ženskam všeč ta moški bas dol, ko zapojem. Ne? To jim je všeč, zato ker jim da neko toplino, mehkobo in se čuti mogoče celo varnega. Zdaj to filozofiram, ampak pazi, to je življenje. Ja. Vili, mislim, da bi lahko klepetala še kar dolgo, ampak počasi nama zmanjkuje teh minut. Tako da hvala, da si prišel, želim ti res vse dobro, Petra, uspehe, zdravja in iskrenosti, ne spoštovanja, tako kot si lepo povedal. Predvsem zdravja. V teh letih vse sem dosegel, vse sem dobil, samo zdravje upam, da nam bo služilo in to je največ. To je največja dobrina, ki se vsi zavedamo, ampak vsi delamo proti zdravju. Z malo na čelu. Zakaj stres? Zato, ker je to način življenja. To je to. Se moramo malo umiriti, ne? Tako lepo klepetati. Jo. Hvala, res hvala in za vse iskrene besede in upam, da se še kdaj vidiva. Hvala tudi tebi, Petra, Showcast, Slovenske novice, danes z vami Vili Resnik in Petra v živo, skoraj da v živo. Čau. No, lepše ne bi mogla povedati. Hvala, da ste bili z nami in se vidimo prihodnjič.